Ja, sem vesela in zadovoljna in se zahvaljujem vsem Slovencem, ki so odšli glasovati, tudi tistim, ki so po svoje glasovali ali pa drugače, kot sem si jaz želela, ker to pomeni, da niso bili brezbrižni do tega zelo pomembnega vprašanja. Nenazadnje je pa to tudi poraz za vlado, kajti vlada je imela v proceduri že svoj pripravljen zakon, torej o ureditvi te problematike, ki ga je umaknila in podprla zakon Združene levice po skrajšanem postopku. In to ni bilo prav, zato je tudi poraz za vlado. Tako da pričakujem, da bomo ta zakon v drugačni obliki ponovno kmalu obravnavali in vendarle dostojno uredili tudi status istospolno usmerjenih parov. Zdaj, govorilo se je v kampanji, da države, ki podpirajo tako ureditev, da so napredne in tako naprej. Glejte, 20 držav ima, ampak nobena tako zelo oziroma zelo malo tako zelo striktno ureditev, kot je bil ta naš zakon, ko gre za popolno izenačitev oziroma izničenje te definicije, da je zakonska zveza zveza moškega in ženske. Slovenska družba je vendarle takšna še vedno tradicionalna, družina je na visokem mestu in vendarle tega ne moremo kar tako na hitro izničiti. Pravzaprav smo že dvakrat na referendumu povedali, da se s tem ne strinjamo. Jaz upam, da ne bo potrebno tretjič, da se bomo v Sloveniji ukvarjali z resnimi problemi, to pa tako dostojno rešili, da bo dobro in primerno za vse. Ravno to sem vas želela vprašati. 3 leta po referendumu o družinskem zakoniku, višja udeležba, še več ljudi proti temu. Kakšno sporočilo je to po vaše? Torej, jasno sporočilo, da v Sloveniji je družina pomembna, da ščitimo pravice otrok, da se zavzemamo, da se status istospolnih skupnosti primerno uredi, njihov socialno-pravni status, da pa vendarle želimo ohraniti družino kot tisto najosnovnejšo, najprimernejšo, najboljše okolje za otroka. Seveda s tem mislim tudi na vse tiste enostarševske družine, ki se zelo trudijo pri vzgoji svojih otrok, tudi to so družine. Vendarle popolna izenačitev obeh zvez pa vendarle ni primerna v popolnosti, kar se tiče posvajanja otrok. Druge socialne pravice pa v Novi Sloveniji popolnoma priznavamo in želimo, da se primerno dostojno uredijo. In bi tak zakon podprli? Ja, mi smo tudi že na tisti zakon, ki ga je ministrica že dala v javno obravnavo, dali pripombe, da je možnost ugovor vesti in da nasprotujemo posvajanju otrok. Sicer pa smo za ureditev socialno-pravnega položaja. Hvala za pogovor. Prosim.